V Bistriškem gradu je danes zasedal državni svet. Na prvi terenski seji državnega sveta v tem mandatu je državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič predstavila predlog novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Po razpravi so predsednik državnega sveta Marko Lotrič, Andreja Katič in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar podali izjave za medije. Dr. Ivan Žagar bo več o temu lahko sam povedal, pa vendarle mi veliko iz njegovih prizadevanj iz leta 2004 do 2008 vzemamo, predlogov od njega, njegove ekipe, ki je pripravljala prvo to vrstno zakonodajo. In vidimo, da je ta ideja živa, da je zapisana v Ustavi Republike Slovenije, pa vendar nismo zmogli doseči kot politika ene enotnosti in kar me, najbolj skrbi pri temu je to, da nekateri pišejo o temu in načrtujejo centralizacijo Slovenije do leta 2050. To zagotovo pač ne bo obrodilo nekih dobrih sadov, če lahko tako rečem. Mi s tem zakonom, kot sem danes tudi povedala in kot je bilo povedano že v preteklih razgovorih, ne ustanavljamo pokrajin. Imamo pa ustanovljenih 12 razvojnih regij, ki že imajo določene naloge in katerih vlogo si želimo še okrepiti in sodelovanju z vsemi deležniki tudi nastaviti možnosti, da lahko država nanje prenese dodatne naloge. Danes smo o tem podrobneje predstavili tudi druga izhodišča, se pravi temeljni namen danes je bil, da državnemu svetu predstavimo izhodišča sprememb zakona, na kakšen način krepiti razvojne regije, tudi jim dati težo, omogočiti prenos nekih nalog nanje, dodatnih poleg tistih, kar imajo sedaj, seveda pa tisto, kar bo najtežje, zagotoviti tudi primerno financiranje, da ko govorimo o regionalnem razvoju, ne govorimo zgolj o črpanju evropskih sredstev, ampak da govorimo tudi o sredstvih, ki se jim zagotovijo za izvajanje regijskih projektov. Zdaj moram reči najprej, da sem vesel, da lahko mi danes gostimo tu pri nas državni svet in pravzaprav pozdravljam to, da državni svet ne deluje samo v Ljubljani, ampak da se preseli tudi na teren. Jaz sicer vem, da svetniki vsi prihajajo iz terena, ampak vseeno mislim, da je za sprejemanje odločitev zelo pomembno, da se srečajo tudi z različnimi okolji pri nas v Sloveniji, da se soočijo z težavami, ki jih ta posamezna okolja imajo, pa tudi z nekimi razvojnimi idejami, ki bi jih lahko seveda iz teh okolij pelali in da se te stvari potem pri sprejemanju njihovih odločitev komponirajo v same te odločitve. In gre točno za to, da seveda nekako sledimo tudi recimo usmeritvam, če hočete, Evropske unije na tem področju, ker sam pač delujem v odboru regij, ker je pravzaprav neka osnovna orientacija tudi vezana na subsidiarnost, na večnivojsko odločanje in nenazadnje točno to, kar je že bilo rečeno, priprava projekta od spodaj navzgor, ne vse koncev se vsi projekti pripravljajo na terenu.